Živijo v novem vlogu, mi smo zdaj uspešno in mirno prespali na policijski postaji. Zdaj gremo pa naprej, danes bomo probali priti do Novakškota, zaradi tega, da dobimo SIM kartico. Upamo, da nam bo uspelo danes priti, ker cesta sicer izgleda ful dobro, ful temen asfalt, ampak je nekako po celi širini, so skozi neke razpoke in neke manjše luknje, ampak te razpoke so bolj kot neke grbine in te ful ruka, tako da moramo vsake toliko res počasi, tudi 30 včasih, pol pa kakšen del, ko lahko greš tudi 70 ali pa še več, tako da upamo, da bo v redu. Ja, lahko greš, ampak ne greš zaradi tega, ker ne veš, kaj bo čez naslednjih 50-100 metrov. Res je kar zoprna vožnja, no. So pa tudi vasi ob cesti zelo revne. V bistvu so hiše, ne vem, 3x2 metra, neki skupaj zbit. Nimajo ne elektrike, seveda, ne vode, oziroma vodo imajo včasih v kakšen ta velik rezervoar na sredini vasi parkiran. Ampak ja, na splošno je to res grozno območje za življenje, verjetno najtežje ali pa eno težjih na zemlji. Ja, res v groznih pogojih živijo, no. Poleg tega, da so revni, je pač jim še narava glih ne prizanaša. Danes je tako tudi zelo čudno vreme za naše razmere. V bistvu tako piha in zaradi tega je vas pesek v zrak dvignil, tako da zgleda čisto megleno. Ja, zelo zanimivo za potovanje, ampak se tle živeti pa res ni. Ja, je pa drugače na cesti ful policijskih kontrol. Včeraj sva jih imela v 200 kilometrih, po moje 5 ali pa 6. Tako da vsakič te vprašajo, kam greš. Zdaj, če mi doma ene obrazce že izpolnjene, fiš se jim reče, ker gor pišejo vsi tvoji podatki, ime, številko pasoša, kdaj si prišel, kaj delaš, kam greš. Tako da jim pol sam tisto daš, če ne ful več časa zgubiš, ko oni tisto pasoš pol prepisujejo. Ampak ja, kljub temu se morajo skozi ustavljati. Ja, načeloma ti pa, če ofiš daš in tisto in se odpeleš naprej, ampak ja, še zmeraj je pa smota. Včeraj smo pol uspeli že popoldne priti v Novakškot in smo tudi uspeli zrihtati SIM, sicer je to spet trajalo več kot 1 uro, ker pač na tej agenciji ne moreš zrihtati SIM-a, če nimaš njihove kartice, kar osebne oziroma nekaj, ki dokazuje bivanje v Mavretaniji. Samo jaz sem jim tam komaj dopovedal, da pač kot turist tega ne morem dobiti, niti se mi ne splača s tem ukvarjati. Pa so potem probali, pa klicali, pa tam pol sediš 15 minut, pa oni malo kličejo okrog, pa malo se sami pogovarjajo, pa malo eno stranko vmes vzamejo, pa pol se spet malo s tabo ukvarjajo. Večino časa nisem vedel čist, kaj se dogaja.
Pol na koncu je pa en od teh delavcev tam je pač odprl svoj telefon, noter je imel 4 SIM kartice in mi je napisal, da mi bo eno kar on dal oziroma prodal eno svojo. Tako da pol mi je ono dal, bila je samo 5 evrov za razliko na meji ali pa tam v unem mestu, ki so bile okrog 15-17. Tako da ja, na koncu sva dobila to kartico in tudi nafilala z internetom, tako da zdaj zaenkrat še deluje, upava pa tudi, da še nekaj časa bo. Ja, tudi ono sva jim pokazala prejšnjo, ki je crkljna, pa pač so rekli, da ne dela, da ni aktivna, tako da so najo lepo nategnili prvič. Tako je, da ja, v glavnem gotovila sva, da res v Afriki vse zelo počasi poteka, promet v Nouakchotu je zelo kaotičen bil, tako da po vseh teh dneh in vseh pripetijah napornih v zadnjih dneh sva se odločila, da danes tle ostanemo na zraven plaže parkirani, pa imamo en dan frej, pa si malo odpočijemo, ker je res tole že zelo naporno. Tako da ja, zdaj sva si lazanjo naredila in uživava v frej dnevu. Ja, bomo pa zvečer verjetno šli še tukaj zraven je en kakor fish market, kjer pač pridejo s čolni in razložijo ribe, ki so jih ujeli, tako da bomo šli še zvečer to verjetno peš pogledati. Ribja tržnica se nahaja le nekaj kilometrov stran od glavnega mesta. Ribolov je v celotni zahodni Afriki zelo pomemben vir dohodka, za saharsko Mauretanijo pa je tako rekoč nepogrešljiv. Vsako popoldne se ribiči na tradicionalnih čolnih, imenovanih patera, vrnejo svojim ulovom. Presenetljivo je, da se ribolov v Mauretaniji še vedno izvaja na povsem tradicionalen način. Ribiške posadke se na preprostih lesenih čolnih odpravijo na ocean, brez sodobnih radarjev in druge opreme. Večina ribičev je iz Senegala in veljajo za ene izmed najbolj spretnih v zahodni Afriki. Ribolov pa ni vir prihodka le za ribiče. Tukaj vsi poskušajo nekaj zaslužiti. Od nosačev, ki mrzlično dirjajo sem in tja, da bi raztovorili dragocen tovor, do umetnikov, ki potrpežljivo krasijo čolne s pisanimi umetninami. Danes nadaljujemo pot naprej, ampak še prej, da malo poveva, kako je bilo včeraj na onem ribjem marketu. V bistvu sva malo zamudila verjetno čisto glavno dogajanje, ker ni bilo več toliko čolnov, ki ven hodijo, ampak jih je večina že bila na kopnem. Vseeno ene par sva jih ujela, no, in je bilo kar zanimivo, ker imajo res velike in barvite te lesene čolne in kako potem jih ven spravijo in jih na pregolci pol ven zrinejo, medtem ko že pač vse ribe dol razložijo in odnesejo. Tako da je bilo kar zanimivo. Malo sem bila edina razočarana, da pač v Mauretanija je muslimanska država in niso bili preveč navdušeni nad snemanjem in slikanjem. Eni so sicer kar mahajo pa tako, ampak na tem ribi tržnici, kjer so pa res prodajali ribe, so najo pa parkrat kar nadrli, čeprav sploh niso hoteli ljudi slikati, ampak same ribe pa so kar tako osorno rekli, da moramo iti stran. Sicer sva že slišala, da znajo biti Mauretanci, predvsem v mestih, kar osorni in nesramni, tako da sva včeraj to malo doživela. Danes smo pa potem šli naprej in mogli spet se čez mesto peljati in to je res takšen kaos, nihče ne upošteva semaforjev, pasov, vsi se samo nekam štulijo in trobijo, tako da je pač to milijon različnih udeležencev v prometu, od pešcev, kolesarjev do unih na oslih, oziroma prigolcev imajo za oslom, do, ne vem, prodajalcev sadja, ki ti na eni strani težijo, na drugi strani te fehtajo, avtomobilov, pač svašta se dogaja.
da so sicer počasi in vztrajno šla čez, ker se nama nekaj ful ne mudi, no, ampak so pa rabila 1 uro, da so sploh z mesta prišla. Ja, zdaj gremo pa naprej, v bistvu proti severovzhodu, planiramo iti pogledati eno malo večjo oazo sred puščave. Do tja je nekih slabih 500 km, je pa to približno toliko spet severno, kot ono prvo mesto na Vadibu, kjer smo bili. Zdaj, če bi imela midva avto, ki bi bil primeren za iti čez puščavo, saj ti pač, ki imajo 4x4, orang 4x4 avto, oni grejo iz Vadibuja direkt naravnost proti vzhodu do te oaze, pa po tej cesti, kjer se mi zdaj pelemo, grejo dol do Novakšota. Tako da ja, mi moramo pa pač zdaj 500 km tja, pa še 500 km nazaj proti jugu narediti. Ja, v Mevredani so v bistvu samo 3 glavne ceste, katerih se moramo pač mi držati, tako da bomo zato kar veliko več kilometrov naredili. Moramo pa še to povedati, da so opazili, da se Mevredanci zelo grdo do živali obnašajo. Zelo veliko je ljudi, ki pač prevažajo stvari z osli in te osle ful tepejo ves čas in jih je res prav težko gledati. Včeraj smo prevozili slabih 270 km in je šlo še dokaj hitro, ker je bila cesta kar v redu, na enih delih je bila malo luknasta, ampak večinoma je bila dosti dobra. Tako da bomo zdaj danes do oaze Tržič še 160 km, tako da upava, da si bo danes že lahko ogledala in se malo tam sprostila. Za naprej pa še ne vemo, kako bomo šli. Je pa drugače danes začel kar pihati in tudi v naslednjih dneh naj bi še bolj pihali. Je pa to tak resno suh, vroč saharski veter, ki piha z vzhoda, tako da jaz sem si danes glavo umila in mislim, da se mi še v življenju niso to hitro lase posušili niti s fenom, ne. Je pa nasplošno, čeprav je vroče, ker lahko to prenašati, zato ker ni vlažno, tako da tudi če je čez 30 stopinj, se ti ne zdi tako vroče, kakor je pri nas poleti. Ja, pa tudi po noci hladina tam okoli 18-20, tako da se da v redu spati in spočiti.
V osrčju Mavretanije se razprostira čarobna oaza Tadžid, ki jo obdajajo visoke kamnite stene. Voda v oazi je pravi biser v sicer suhem puščavskem okolju. Tadžid je kraj, kjer čas zastane in kjer se zdi, da so vse skrbi sveta zelo daleč proč. Zvoke puščavske tišine prekinjajo le prijetni vetrovi ter žuborenje reke. Čar te oaze ni le v slikovitosti pokrajine, temveč je tudi simbol moči narave in vztrajnosti življenja v najbolj zahtevnih pogojih. No, danes smo prišli uspešno do te oaze sredi Sahare in moram reči, da nama je zelo bila všeč. V bistvu smo prišli dosti pozno, nenamerno, zato ker je bila cesta precej slabša, kot sem mislila, da bo, tako da je dlje časa trajalo. Ampak je bilo pa to dobro, zato ker smo bili potem sami, mi trije. Srečali smo samo še 3 kolesarje, ki so glih šli iz oaze, tako da smo v bistvu imeli čist vse zase in smo lahko namakali noge in žnofke lahko laufali po vodi po dolgem času. Potem smo se pa sprehodili še nad oazo, tako da smo do zgoraj videli. In ja, moram reči, da je zelo lepo bilo. Edino nismo mogli priti čist s kemperjem do tja, zadnje 2 kilometra ali 1 kilometer. Smo mogli prehoditi, ker je postala čist preveč mivkasta cesta, tako da smo šli nazaj, parkirali ob glavni cesti in šli potem do tja peš, kar tudi ni bilo tako slabo iti čez vas, malo bolj počas. Ja, je bila pa tudi že sama vožnja sem do te oaze, zadnji del je res ful zanimiv, kar naenkrat ta ravnina, kar naenkrat se spremeni ta ravnina v neke male hribčke in res vse kamnito, tako da res je ful čist drugače, kot je bilo do zdaj, no. Ja, midva nisva vedela, da bo Sahara tako izgledala, tako da sva res kar navdušena. Ja, je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.